Dober večer vsem zbranim. Korupcija nas po ocenah barometra vsako leto stane 3,5 milijarde. To je 3500 milijonov evrov. To je za primerjavo za 3 druge tire 16krat več od zneska, ki ga država nameni za podporo brezposelnim, to je 219 milijonov evrov, oziroma toliko, kolikor znaša vsakoletni proračunski izdatek za zdravstvo ali pokojninsko blagajno. S 3,5 milijardami bi lahko po drugi strani kar 293.604 posameznikom ali 14% populacije zagotovili povprečno slovensko plačo. In vse to po ocenah barometra na leto v Sloveniji izgine v korupciji. 23. aprila leta 2020 smo spoznali Ivana Galeta, o katerem prej nismo slišali popolnoma nič. In to ne v lepi zgodbi. Dobro večer, gospod Gale. Večer vsem. Hvala za povabilo. Torej, vi ste postali ne samo simbol razkrivanja korupcije v recimo težkih trenutkih v Sloveniji, ampak simbol enega pogubnega človeka, ki se je upal pravzaprav na kocko postaviti svoje osebno življenje za to, da je zaščitil javni interes. Koliko časa se je to v vas kuhalo? Ker recimo potekalo je to samo v enem mesecu, se je vse zgodilo, če to spremljamo nekako iz oči zunanjega gledalca. Ja, začelo se je takrat v drugi polovici marca vse skupaj, ko je bil zavod zadolžen za centralni nabavni organ te zaščitne opreme. Nam je bilo že takrat vse skupaj zelo nenavadno, da se nas izbere kot organ, ki bo izvajal verjetno najpomembnejše javno naročilo v zgodovini države brez ustreznih kadrov in znanja, ampak ta naloga nam je bila dana, mi smo jo sprejeli, je bilo pa že od začetka cel kup nekih signalov oziroma kar ne samo signalov, ampak jasnih dejanj, ki so kazali na to, da marsikaj ni v redu. To sem je že večkrat povedal, da se je, vsaj tak je bil moj vtis, pa mislim, da je kar pravi, da se je bolj iskalo posrednike kot zaščitno opremo. In ko spremljaš potem to zgodbo teden, dva, imaš počas že vsega dovolj, tako da nekje v začetku aprila sem jaz že bil vse prepričan, da to ne bomo pometli pod predprogo, da si javnost zasluži to zvedeti. Zdaj, kako pa kdaj, takrat seveda še ni bilo, je šlo pa vse skupaj potem kar hitro se je vse odvijalo. No. Tudi jaz nisem imel namena tako hitro se pojavil tudi tista odločitev, da nastopam na Tarči, celo v živo je bila 2 uri pred oddajo. No. Je bila hipna. Ja. Seveda, posnel sem prej že nekaj, pa tudi tista gradiva. Sem imel tudi sicer zamegljen obraz, tako da ljudem ni bilo čisto jasno, ali sta zdaj to 2 osebi zavoda, oziroma ni bilo jasno ljudem, zakaj sem imel zamegljen obraz, če sem se potem pojavil v živo pred ekrani. Ne. Ampak potem od 23. aprila naprej smo v Sloveniji, ne vem, skoraj ni minil teden, da ne bi spremljali kakšne afere z tega področja. Ljudje pa imajo, oziroma imamo občutek, da se nič ne zgodi. A je bilo mogoče temu tako tudi z vaše strani, ker recimo vi niste tega prijavili takoj nekim ustreznim inštitucijam, ampak ste najprej obvestili javnost? Ja, najprej javnost, tudi iz teh izkušenj, ki smo jih imeli med nabavami, v bistvu, da se nek generalni direktor policije vpleta oziroma poizveduje o posamečnih poslih, posamečnih ponudnikih, seveda neko zaupanje v te institucije človek zgubi. Tudi vem, da je tudi ta odločitev bila prava, glede na to, da vemo, da ko je zdaj vsa dokumentacija na raznih revizijskih organih, pri preiskovalcih zadeve očitno stojijo. In ne vem, če bi bila dobra odločitev takrat v bistvu z vidika javne koristi, da bi se ta dokumentacija predala samo nekim uradnim organom. Javnost o tem ne bi vedela nič. Verjetno bi se neki postopki počasi vrteli, kakšne preiskovalne komisije. Ne dvomim, da ne bi bile vseeno, ampak
to ozadje mislim, da bi ostalo skrito. Ne, tudi meni se recimo osebno kot parlamentarcu, ki je recimo vodil interpelacijo zoper ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, zdela celotna stvar bizarna. Jaz to besedo bizarno uporabljam zadnje tedne prevečkrat, ker če dokazuješ politično odgovornost, kar dejansko tukaj je bila, se je bil dobljen z rokami v marmeladi in se potem nič ne zgodi, se pa zgodijo neke kriminalistične preiskave, ki še vedno nimajo epiloga, ne? Nihče ne ve, kaj se v ozadju dogaja, potem je upravičeno, da se človek sprašuje, a sistem deluje ali ne. Ja, se zna biti zelo tudi osebno frustrirajoče vse skupaj, ker človek v neki normalni demokraciji bi pričakoval, če ima vsaj kanček vesti, da bi minister Počivalšek zapustil svoj položaj naslednji dan, recimo po oddaji Tarče, ali pa vsaj v roku enega tedna, oziroma da bi to prepoznal, to nepravilno ravnanje predsednik vlade, ki lahko tudi odloča o svoji ministerski ekipi. Ampak očitno posluha za prav, za zakonito pa za pošteno nisi spremljamo iz tedna v teden neke zgodbe, ki bi mogle imeti za posledico takoj prenehanje nekih funkcij. Pri nas pa neka obstranska novica, mogoče. Toliko je tega se že nabralo, da človek lahko samo nemo opazuje, potem ima pa samo neizbiro, ali se joka ob tem ali pa smeji. Ja, veliki večini ob tem sigurno ne gre na smeh. Tudi sam sem ujet v ta postopek desenzibilizacije, ne? Ker če se to ponavlja, potem počasi izgubljaš občutek, da je to resna stvar, ne? Ampak očitno ni. Transparency International je objavil podatke o percepciji korupcije v Sloveniji, ne? In kar 83,9% vprašanih v Sloveniji je ocenilo, da je korupcija v vladi velik in zelo velik problem. Torej, dve vprašanji sta bili, velik ali zelo velik. Še posebej pa je v tej raziskavi opazen porast tistih, ki menijo, da so predsednik vlade ali ljudje v njegovem kabinetu vpleteni v korupcijo. To skoraj 40% ljudi je o tem prepričanih. Še posebej pa je v tej raziskavi opazen porast tistih, ki menijo, da so predsednik vlade ali tako malce tehničnih težavic, ampak nič hudega. Torej, 40% ljudi je prepričanih, da so tisti, ki nam vladajo, vpleteni v korupcijo. Mi, ki to spremljamo od blizu, smo tudi prepričani, 100%. Jaz tudi, ko sem opazoval te zadeve, tudi zdaj po teh razkritjih spoznavam tudi preko Centra za zaščito žvižgačev, da se zgodbe v bistvu nadaljujejo, na nekaterih področjih zelo stopnjujejo. Tako da v bistvu ob vsem, kar gledamo, me še čudi, da je samo 40% ljudi prepričanih, ne? Bi bolj rekel, da bi ta procent gravitiral tja proti 60-70 včasih, ker vsem nočem se dogaja tisto, kar se ne bi smelo. Zdaj, če si nekateri pač zatiskajo oči, si jih zatiskajo, ampak jaz jih ne morem, ne? In meni je evidentno, da tonemo in tonemo iz dneva v dan, ne? In še vedno imamo tisti občutek, da se nič ne dogaja, ampak dogaja se pa ogromno. Konec koncev sva tukaj dva brez neke lažne skromnosti. Boj proti korupciji je moje osnovno poslanstvo po 13. marcu leta 2020. Enako je pri vas po 23. aprilu leta 2020. Tako da nisva samo mi dva, tudi v komisiji, ki jo vodim sam in preiskuje ukrepanje v epidemiji COVID-19, se je pojavilo še eno ime, ki je tudi žvižgač oziroma žvižgačica dr. Metka Paragi. Pa teh ljudi je ogromno in kar se dogaja potem skozi vse te in medije in nastope politikov pred mediji in konec koncev tudi v parlamentu, je diskreditacija teh ljudi in njihove stroke in njihove umeščenosti v ta sistem. Vi ste bili glavni pravnik na Zavodu za blagovne rezerve, oziroma eden izmed vodilnih pravnikov. Ja, v bistvu sta bila samo dva, sem bil pa 8 let prej edini celo, no, pravnik na zavodu. No, in potem na koncu poslušamo marsikaj, kako ste tudi vi bili vpleteni v te zgodbe, nekaj očitkov je bilo
Ja, teh nekih konstruktov pa izmišljotin je ogromno. Jaz sem v bistvu že dokaj malo začel opozarjati vse, direktorja, predsednika upravnega odbora, na ministrstvo, vodje projektne skupine, ne vem, številne maile, elektronska sporočila, ustnih je bilo še parkrat več verjetno, ne? Ampak potem, ko se stvar ne premakne v tisto smer, katero se pričakuje, predvsem v smeri neke racionalne porabe denarja in smotrnosti nabav, ne vem, kaj pol človeku še preostane, ne? Ker to je bil res, ne vem še kam bi šli, no, to je bil res divji zahod. Razumem, da so bile takrat razmere hektične in vse napeto in nismo vedeli še veliko virusov, toliko kot zdaj in vse, ampak saj se znamo spopadati s pritiskom, pa z vsem, nam ni problem delati, jaz sem praktično zelo malo spal, takrat tistih 35-40 dni, ampak ko gre pa nekaj čez mejo dobrega okusa pa sprejemljivega, pa jaz nisem mogel stran gledati, no, oziroma biti tiho. Ne. Mislim, to je tudi zanimiva zgodba, ne. Potem ljudje, ki jih je kršenje integritete, tveganje korupcije dejansko postalo pravnomočno strani KPK-ja, rečejo, če bi šli še enkrat skozi to, bi jaz še enkrat isto naredil, hkrati pa ima zelo ta človek, desna roka, to mislite najbrž gospoda Cantarutija. Ja. On je bil zelo upleten, mislim, da tole neke izgovore iskati oziroma da bi šel še enkrat po isti poti, me skrbi, da je potem ta človek zdaj trenutno tudi na neki pomembni funkciji na Gospodarski zbornici Slovenije, ampak očitno je za njih sprejemljiv, ker jaz sem tudi po teh ugotovitvah, ki so zdaj tudi pravnomočne, tudi pisal na Gospodarsko zbornico Slovenije, če ta človek še za njih sprejemljiv, seveda nobenega odgovora ni bilo in je še zmeraj človek na položaju. Jaz sem vesel pač, da je za sodelavce, da je KPK ugotovil, da ni prišlo kršitev integritete, sicer nekateri postopki za direktorja za Krajško so še odprti. Ne dvomim pa, vsaj po mojem poznavanju te protikorupcijske zakonodaje, da minister Počivalšek pa gospa Potočnikova pa ne bosta odnesla cele kože. Drugače bo nekaj hudo narobe. No, sej dejansko je v tej državi nekaj hudo narobe in to, da so delali nekaj hudo narobe, je dokaz temu, je tudi to, kar se je včeraj zgodilo v parlamentu. In to tudi, kar nas ljudje sprašujejo danes, kaj menimo o predlogu koalicije o zastaranju kriminalnih dejanj. Midva sva se o tem že, preden smo to vprašanje dobili, pogovarjala, ne? In ste rekli eno identično ugotovitev, kot sem imel sam. Zame je že misel o tem kriminal sam, ne? Kaj šele, da prestane sploh ta misel, nek prvi proceduralni korak in gre naprej. Ok, jaz bi podprl to, ampak v smeri podaljševanja zastaralnih rokov kvečemo, ne? Ne pa v smeri, v katerem gre zdaj pač ta predlog SNS-a, ki je že tehnično, formalno narobe umeščen v nek materialni zakon, mislim, farsa od farse in že to bi si zaslužilo, da bi nekoga procesirali. Zagotovo tudi tistega, ki je vložil tak zakon. In to se upam, da če bo to prestalo neke parlamentarne postopke in bilo na koncu celo sprejeto, pa res mislim, da je tukaj pa referendum potreben še 10-krat veliko za referendum za vodo. No? No, na to smo se, pravzaprav bomo rekel, ti opozicijski poslanci in veliko strokovnih združenj se je že odzvalo, ker če bo ta zakon dejansko prišel v veljavo, je pa to konec številnih postopkov, ki trenutno tečejo, ne? To so Teš 6 recimo, afera Trenta, v katero je upleten tudi aktualni premier, potem vsi posli zaščitno opremo bi padli v ta zakon. In čeprav je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora proti, Državni svet je proti, Ministrstvo za pravosodje je proti, Vrhovno državno tožilstvo je proti, Sodni svet je proti, Odvetniška zbornica je proti, na koncu se pa najde mala večina ljudi v parlamentu, ki to spusti skozi prvo obravnavo na odboru. Mislim, meni je to dejansko, spet bom uporabil isto besedo, bizarno. Ja, bizarno, to je skregano z vsako zdravo pametjo. Ljudje, ki so to podprli, nimajo kančka vesti in ne bi smeli biti predstavniki ljudstva, mogoče niti nekega majhnega vaškega društva, ampak
v teh časih je očitno vse možno. Mene nič več ne preseneti. Ko misliš, da smo dosegli dno, se zarinemo še kilometer nižje. In upam res, da se konča tudi tole lomastanje po pravni državi, mrcvarjenje vsega, samo obnavljajoča protiustavnost. Že kot pravnikom jaz to težko prenašam, pa tudi nepravniki. Saj vemo, kaj je, hvala Bogu, da še neko ustavno sodišče deluje, ne? Čeprav bi si človek želel, da bi se mogoče hitreje odzivalo v primerih. Ampak, če bi imeli pa v bistvu še ustavno sodišče, recimo pod svojim okriljem oziroma blizu njim, pa da se zgodba vleče še kakšno leto ali pa dve, pa ne vem, kam bi to lahko pripeljalo. Ja, vsi plujemo po razmišljanju neke, bom rekel, bolj razvojne, pa ne politične, ampak neke normalne struje, plujemo nekam, kamor ne bi smeli nikamor pluti. Ne. Ker dejansko ta predlog zakona ne samo, da je očitno priznanje, da so nekaj narobe delali in poskušajo... To v bistvu, že s tem predlogom v bistvu povedo, da si kupuje, mislim, neko zakonsko amnestijo za lastna ravnanja, ker vejo, da niso delali prav, niso neumni. Ne, vejo, da niso delali. To je bilo namenoma narejeno. No ja, mislim... Ker če spremljam podatke... To je bilo naklepno, ja. Naklepno, ja. Ko imam podatke, ki so... To je tisto tudi, kar omejuje moje delo, označeni z različnimi stopnjami tajnosti. In tam dejansko že nek hiter pregled pove, da je šlo za naklepni kriminal. In ko imaš to na razpolago in potem spremljaš poskuse koalicije, ker dejansko je tudi SNS s predlogom tega zakona bolj očitna, koalicija ne more biti. Potem spremljaš te poskuse koalicije po neki splošni amnestiji, niti ne vem s kakšnimi argumenti, ker me ne zanimajo argumenti. Te zadeve so predrage. Namesto, da bi spodbudili sistem, da to v miru razišče, ugotovi, kaj je bilo narobe, kaj ni bilo narobe, kaj je bilo na meji in da se potem to sprocesira, se išče razloge, kako bomo zadeve še bolj prikrili. Ja, vse te oznake tajnosti so zelo priročno orodje za ribarjenje v kalnem. Jaz sem imel takrat že neko izkušnjo z nabavami zaščitne opreme, kjer je bila spet pod neko tajnostjo celotna dokumentacija, takrat je bila celo velik del te dokumentacije, celo nezakonito naknadno opremljen s temi oznakami po navodilu, vemo koga, šefa gospodarskega ministrstva. Tukaj vsaj ni šlo za tajnost v teh postopkih, ampak ozadja so bila sporna. Jaz sem zdaj tudi spremljal neko sejo v Državnem zboru, kjer ste vi celo, mislim, da predlagal, da bi se seja sama zaprla za javnost in da bi vi mogoče pokazali te dokumente, ki jih imate kot predsednik oziroma član te preiskovalne komisije. Seveda se s tem niso strinjali. Verjamem pa, ne vem, kaj vse imate, ampak verjamem, da resnica bi znala biti zelo boleča in jaz upam, da mogoče tudi v prihodnosti, da se bo našel nek politični konsens glede tega. Ne vem, Islandci mislim, da so imeli neke podobne prakse, da se pač umakne tajnost teh papirjev, pa ni potem dosti treba delati. Se jih lahko samo javno objavi, pa bo javnost že sama, preiskovalni novinarji ali pa kaj. Ne bo toliko truda, ne bo to nek zaprt sistem, pa bo hitro. Se pravim, ta neka večja stopnja transparentnosti veliko stvari samo po sebi ureja, no. Mislim, uredi v družbi. Tako, če je interes, ne? Samo interesa očitno ni, ker to sem tudi že večkrat namignil. Če bo dovolj politične volje v naslednjem sklicu, da se sprejme zakonodaja, ki bo omogočila javno objavo teh dokumentov, ki so na razpolago preiskovalnim komisijam. To bi bilo enkratno, mislim. Potem je konec... Hitro bi bili te preiskovalne komisije zaključeni in odgovorni, v bistvu vsaj politično spoznani in pospravljeni spred oči javnosti.
za zmeraj. No? Seveda, ne, ker z marsikdaj slišim, da vse te preiskovalne parlamentarne komisije, to so brezzobi tigri, ne vem kaj. Ni res. Mi prekleto resno delamo te zadeve, ki jih delamo, imamo tudi strokovne sodelavce. Res pa je, da ugotavljamo izključno politično odgovornost. Vse ostalo, kar ugotovimo kot člani ali pa kot komisija vmes, kar je kršitev neke druge zakonodaje, mi ne moramo ukrepati nič, razen tega, da to naznanimo ustreznim inštitucijam. Jaz sem osebno, ne v imenu komisije, ker to pomeni, da moraš za vsak tak sklep dobiti tudi potrditev komisije, ampak osebno sem kot poslanec tudi po službeni dolžnosti serijsko pošiljal naznanitve državnemu tožilstvu. To samo čestitam lahko, ne. Ja, ker dovolj je bilo tega, če rečemo, tiste 3 milijarde pa pol me zelo žulijo, ne zaradi tega, ker bi jih jaz rabil, ampak zaradi tega, ker bi s tistimi 3 milijardami pa pol na leto ta država lahko naredila marsikaj. Pa mislim, da bi potem tudi preprečitev teh koruptivnih dejanj, ker to je že tako usidrano v našo družbo, da je kar grozljivo. Ne vem, prej sem omenjal Eurobarometer, ne. Recimo pri nas, moram prav pogledati, 80% ljudi verjame, da je korupcija integralni, torej osnovni del neke poslovne kulture. 80% ljudi v Sloveniji misli, da je korupcija v poslovni kulturi del te kulture. Mislim, to je grozljivo, ker to pomeni, da so nekatere firme, in so se tudi izkazalo, da so, imajo boljša izhodišča samo zaradi svoje politične pripadnosti. Ne? To pa ni pošteno. Seveda, mislim, se to je skregano z vsem, kar naj bi nek normalen državljan zagovarjal. In potem tudi ne čudi, da se pol tudi ljudje ravnajo. Ne? Seveda, vzgled mora slediti iz vrha navzdol. In če imamo na vrhu, pa ne bom kakšne grde besede uporabo, tisto najslabše, ne? Ni za pričakovati, da se bo to navzdol po piramidi kaj vedlo drugačno. Seveda. Zato 18% ljudi v Sloveniji, samo 18% ljudi v Sloveniji verjame, da naredi oblast dovolj, da bi preprečila korupcijo. Ne? Ampak mislim, da je bila ta raziskava delana mnogo pred včerajšnjim dogodkom in včerajšnjim predlogom zakona, ker mislim, da s tem pa popolnoma zadeva potone, ne samo do dna, ampak tudi pod dnom. Zato se lahko zdaj navežem na naslednje vprašanje. Kaj bi morali narediti, da bi imeli učinkovitejšo borbo proti korupciji? Ne? Sonja nas sprašuje, kateri so tisti ukrepi, ki bi spodbudili več posameznikov, da bi se odločili za prijavo nezakonitosti. To verjetno sprašuje vas. Morda poznate kakšno učinkovito prakso iz tujine? Ja, sej Evropska unija je samo žvižgaštvo prepoznala kot nekaj zelo pomembnega. Hvala Bogu, da vsaj na tej normativni ravni se dogaja. Vemo, da je bil implementacijski rok do sredine decembra. Jaz sem pač nič čudnega, da Slovenija tega ni pravočasno implementirala, me nič ne čudi, dala je v tako pomembni materiji 2 tedna roka za javno razpravo, oziroma sploh takrat strokovne institucije niti niso vedele, ali gre to že neka procedura uradna, ali gre samo za objavo. Mi smo tudi prek Centra za zaščito žvižgačev podali te svoje pripombe na zakon, ki bi bil lahko veliko bolj ambiciozen. Da bi mogoče tudi uporabo tega razširili ne samo na tista področja, ki jih direktiva našteva, ampak na vse nacionalne predpise. Ne? Tako da pod to obstoječo vladno ekipo jaz nimam nobenih visokih pričakovanj, da se bo to področje uredilo, pa tudi če bo na normativni ravni urejeno, žvižgači kaj dosti od tega ne bodo imeli.
Že to je zanimivo. Ne? Vlada pripravlja zakon o zaščiti žvižgačev, včeraj pa pride poslanski zakon. Mislim, to je tak nonsens, tako navzkrižje, mislim, kaj lahko pol človek pričakuje od takih ljudi. Nič dobrega. Ne? Ja, seveda, ampak zanimivo je, vlada je proti temu zakonu, ki je bil včeraj vložen. Ja, vlada je oziroma Ministrstvo za pravosodje, vemo tudi, kdo vodi Ministrstvo za pravosodje, tudi marsik kaj pove, ne, prvič v zgodovini imamo človeka, ki je formalno v nekih postopkih ne samo ovaden. To je pač čiste navadna predstava za javnost. Dogovorjeno je bilo, da si malo vest operejo, so pa točno vedeli, da bo verjetno ta prvi korak v zakonodajnem procesu ta predlog prestal. Jaz se ne slepim, da ni vse dogovorjeno. Glede na moje izkušnje, ne vem, poslanski zakon, da dobi recimo sicer na odboru minimalno, ampak še vedno dovolj večine, da gre v nadaljno obravnavo proti mnenju vlade, to pomeni, da je bilo prej usklajeno, vsaj po moje. Mislim, to lahko glede tiste vprašanje gledalke, je pa seveda ti mehanizmi, se tudi že ta predlog zakona o zaščiti prijaviteljev določen, mislim, stvari, kako se prijavitelja zaščiti tudi pred povračilnimi ukrepi, odpovedjo. Določene organizacije v tujini imajo tudi neko podobno programo zaščiti prič, neke varne hiše, ne, da se v bistvu tudi tega žvižgača, sploh če gre za primere visokega profila, da se jih umakne od okolja, celo spremeni identiteto, ne, ker so v nevarnosti, običajno. Ne? Ja, zagotovo so, ste sami priča bili temu, mogoče ne neposrednim fizičnim grožnjam, o tem se nismo pogovarjali. Nekaj je bilo tudi tega, ampak jaz sem si mogoče tudi varnost na nek način kupil s tem, ko sem prišel v javnost. Veliko je takih, ki ne gredo v javnosti, ne vemo za nje. In potem se začnejo pritiski na nje, ne, in to je zelo psihično, zelo naporno za njih. Ampak kljub temu, da ste se javno eksponirali, ne, to vladajočih struktur ni ustavilo, da bi izvajali proti vam povračilne ukrepe. Ne, ki je to, mislim, da se kdo na tem še naslaja. Vemo te številne objave, medijske, lažne, so serijsko poobjavljali, retvitali cel ta cvetober slovenske politike, od državnih sekretarjev, premijeja, vlade, ministrov, in vemo, kako ta mašinerija deluje. Deluje predvsem po naročilu politike. Ampak s tem se je pač treba spopasti, živeti s tem in s protiargumenti oziroma s protidokazi postavljati na laž iz dneva v dan. S tem jaz nimam problema, energije imam še dovolj. Samo počakati je treba še, da se postopki odvijajo, razen če bodo sprejeli še na tem področju še kakšne dodatne stvari, še na civilnem, da bo mogoče za predstavnike oblasti zakonodaje ne velja več. Ne. Mislim, da nismo prav daleč od tega, ker nobenih zavor ni več pri domiselnosti priprave zakonodaje. Že to mešanje med materialnim in procesnim pravom, kar se je spet včeraj zgodilo, to ni slučajno, to ni naključno. Ne, to je zelo dobro premišljeno, no. Zgleda mogoče amatersko, ampak bom rekel, gospe in gospodje dobro vedo, kaj počnejo in kako počnejo in kako še dodatno razdvajati, jeziti ljudi. Tem so velemojstri. No. Ampak vseeno delate v Centru zdajle za zaščito žvižgačev. To je nevladna združba. Ja, to je organizirano v obliki zasebnega zavoda. Soustanovitelj sem jaz, soustanovitelj preostali Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja. Mnogo ljudi si predstavlja, Evropski inštitut, to je neka velika organizacija, vsega ne, to nas je na prste ene roke, vse skupaj ljudi, ki pač delamo brezplačno, da pomagamo ljudem, ki se soočajo, mislim, ki so vrženi včasih res v mukotrpne postopke in zgodbe. Seveda, ker te zadeve se lahko vlečejo
mislim, kar neko dolgo obdobje. Ne? Konec koncev so tudi nezakonito odpustili. Ja, ne? ja. Ampak preden dokažeš, da Ja, je bilo... sicer pravnomočno na delovnopravnem sodišču ni bilo ugotovljene nezakonitost, ker smo Je se bila poravnali. poravnava, ja. Ne vem pa sicer nekdo, ki se čuti, da ni kriv, zakaj bi nekomu par 10.000 evrov odškodnine plačeval. Ne? Ker je to državni denar. Ja, ne nazadnje je tudi KPK pri meni jasno ugotovila, potrdila vzročno zvezo, ne samo, da obstaja nek sum oziroma stopna verjetnosti, ampak je ugotovila, potrdila vzročno zvezo med mojimi aktivnostmi in izredno odpovedjo. Jaz sem podal tudi kazenske ovadbe zoper gospoda Rumfa in verjamem, da bo tudi tu spoznan za krivega. No, sej, mi dobivamo, bom rekel, neke informacije z terena, da imamo med profesionalci v preiskovalnih organih še vedno veliko podpore, te strokovne podpore, ne politične, da ne bomo, in to treba jasno povedati, gre za preganjanje korupcije, gre za preganjanje kriminala. In v teh strukturah je še vedno veliko poštenih, profesionalnih ljudi, ki bi želeli te zadeve speljati. Po drugi strani pa vidimo zdaj tudi iz preiskovalne komisije, ki jo vodi kolega Medved, da so pa pritiski politični na policijo neizmerni. Jaz ne vem, kako naj rečem, jaz policiji še vedno zaupam, 100%. Nimam dvoma v njeno profesionalnost, ker mislim, da par ljudi na ključnih položajih tega dobrega sistema 30 let ne more uničiti. Očitno je pa ta druga stran pripravljena narediti popolnoma vse, samo da prikrije ta svoja kriminalna dejanja. Ne? Ja, se je razumljivo, pač branijo se z vsemi sredstvi, je pa problem ta, ker imajo sredstev pa velik, ne, sej vemo, če imaš večino v parlamentu, vzvode oblasti v rokah, lahko narediš marsikaj škode. Se jaz pravim, da po eni strani sem vesel, da se vidi, kako daleč se lahko gre, ne, če imaš nepoštene namene, in je tudi treba to v prihodnje preprečiti, da politika ne bo imela možnosti niti tako brutalno posegati v te. Ne. Seveda je treba tudi opogumiti ljudi, da se včasih se je treba tudi upreti, reči ne. Tudi to, kar ste omenili, da vam zaupate v policijo, tudi jaz. Jaz sem bil v številnih postopkih v vlogi priče, osumljenca, oškodovanca in moram reči, da do zdaj nisem imel niti ene slabe izkušnje na teh. Je bilo vse korektno, nikoli se nisem počutil, da bi bil niti privilegiran, niti v bistvu nezaželen, da bi me kakorkoli želeli očrniti ali napasti. Tako da jaz moram v tem delu pohvaliti. Imam pa številne informacije z terena, tudi prek Centra za zaščito žvižgačev se name obračajo tudi policisti, formalno z vlogami, neformalno, tako da jih je zdaj že za kakšno eno rokometno moštvo, ki delajo pošteno, ki si želijo, da bi se stvari sprocesirale do konca, vendar ko stopijo na napačen žulj, ne, oziroma odprejo napačen žulj, se jih odstrani iz delovnega okolja. So ali bodi si premeščeni, utišani in to je masovna praksa trenutno. Ne smemo se slepiti, da to, kar poslušamo, ni res tudi na preiskovalni komisiji Medveda. To, kar se zdaj dogaja, se ni še nikdar. Pa saj so bili tudi v preteklosti razne zgodbe, pritiski, ampak to, kar se pa zdaj dogaja, se pa nikdar še ni. In to jaz tudi verjamem tem ljudem, ki mi to povejo. Pa niso nikamor politično, da bi rekel, pripadni ali za nekako navijaški, neki so čist apolitični, ampak ko to opazuje človeka, pa res strah postane strah, če bo to še trajalo. Ne? Ja, jaz upam, da bo trajalo to maksimalno do 24. aprila. Pa še malo, no, ja, da se še postavi mesec. Ja, vse skupaj na novo. No, ja. Takrat v tem umestnem času je malo manj možnosti korenitih sprememb. No, ja, malo se upravičujem. Ja, smo malce razburjeni. Ne. Sej,
če gledamo na celotno zgodbo, dobro, jaz sem politik, pa včasih pozabim, da sem politik. Ker me te stvari me resnično bolijo. In če zdaj politika posega v te procese, pa se to je konec koncev je na eni izmed plenarnih sej priznal tudi Franc Kangler. Je poznal podrobnosti iz predkazenskih postopkov, kar politični funkcionar na Ministrstvu za notranje zadeve definitivno ne bi smel, to je katastrofa. Ja, samo po sebi. Ne. Sej sem bil tudi soočen s klicem šefa policije tam za nekega ponudnika, ki je hotel direkt govoriti z mano. Ne. Nenavadno, veš, da to ni v redu, oziroma da se tako ne dela. Ne. Vidiš, da gre zgodba potem res do vrha. Ne. Ja, tudi tole upletanje gospoda Kanglerja, jaz tudi upam, da ne bomo predolgi, da si lahko danes pogledamo ob 8 še nadaljevanje Tarče, to se hecam, imamo še dovolj časa. Ampak bom z zanimanjem spremljal. Ne. Ok, velja neka domneva nedolžnosti v naši državi, vem to, kaj pomeni, ampak nekako se ne more človek znebiti občutka, da je sistemsko nekaj ali v tem konkretnem primeru je šlo vse narobe. Seveda velja domneva nedolžnosti, ampak tudi pri pravnomočnih ugotovitvah organov, ki so v sklopu vlade, KPK recimo, imamo človeka, ki je zdaj na zelo pomembni funkciji. Imamo Aleksandro Pivec, ki je bilo dokazano, da z pozicije ministrice, mislim, da je bila tudi podpredsednica vlade, serijsko dlje časa laže ljudem, pa ne samo svojim volivcem, tudi vsem ostalim, se spreneveda še danes, ne? KPK poda svoje ugotovitve, upravno sodišče jih potrdi, zadeva je pravnomočna, ampak to je neodvrne, da bi še zmeraj naskakovala neke pozicije, ok, saj ima vsak to pravico, ampak bolj me skrbi, da za volivce, ki v njej sploh prepoznajo karkoli pozitivnega. Se ne gre zdaj za tiste mehne zneske, ali ne vem, koliko so bile tiste nočitve za sinove, pa karkoli. Je tudi to problem. Ne? Pravijo eni, to je mala riba. Ja, vseeno, ali je mala ali velika. Če je pokvarjena, jo dajmo odstraniti. Meni je vseeno, ali je to sardela ali pa sinikit. Ker tako se bo postavilo neke temelje oziroma kriterije nedopustnosti. Prevzemanje odgovornosti, konec koncev tisti, ki vodi to, recimo, in oblast, vlada, je tista, ki naj bi delovala s svojim zgledom. To ne samo, da tolerira, to je nekaj popolnoma normalnega postalo v teh časih. Ne? Spomnimo se, minister Leben je odstopil zaradi 130.000 evrov vredne makete. Eden naših poslancev je odstopil zaradi neumnosti pri sendviču, ki je €1,5 ali pa 2 evra. Ne gre tukaj za vrednost, ne gre za tista 2 evra. Gre za to, da moraš sam kot politik biti zgled in zbujati zaupanje v sistem. In to, kar se zdaj le dogaja, ne samo, da mi ne zbuja zaupanja v sistem, ampak mi je podrlo popolnoma vse zaupanje, ki sem ga imel do zdaj. Dobro, ne moram reči, policiji zaupam, sodstvu zaupam, ampak je pa res, da ima v rokah orodje, s katerim postane invalidno. Ampak kdo sprejema zakone v tej državi? Parlamentarci. In namesto, da bi razmišljali v tej smeri, kako olajšati delo sodiščem, da bodo lahko bolj učinkovita, hitrejša, olajšati delo preiskovalnim organom, da bodo tako lahko bolj učinkoviti, profesionalni, da se bo zelo hitro te stvari odvijale, ne. Zavlačujemo z zakonom o zaščiti žvižgačev, pa v interesu države bi moralo biti, da se čim več korupcije razkrije, ker potem je državna malha s tem bolj bogata in lahko zagotovi več javnih storitev za vse državljane. Ne? Ampak ti partikularni interesi pri nas od leta 90 naprej samo še rastejo. Ne? To je zastrašujoče. Ja, se pravim, čedalje se bolj zajeda vse skupaj ta korupcija,
sistem nažira vse podsisteme tudi. Tako da jaz še zmeraj upam, da stanje bo boljše, tudi glede teh dveh primerov, ki ste jih prej omenili, sploh. Jaz sem bil zelo vesel, ker so bili vsaj v prejšnji vladi tudi neki standardi postavljeni, ne glede na to, za kakšen znesek je ali pa kakšno ravnanje, če je sporno oziroma prepoznano kot sporno, nedvomno. Je prav, da človek odide, pa prepusti položaj drugemu. Pomembno je zgled, ker če zgleda ne bo vrhovni nosilci oblasti, ne bodo dajali zgleda, kako naj pol pričakujejo tudi nazaj zaupanje ljudi. In to je ta začaran krog, no, se tudi glede te evropske direktive o žvižgačih, ko sem gledal par dni pred iztekom implementacijskega roka, niti ena država, članica Evropske unije, ni imela tega implementirana. Imamo te politične gospodarske elite polne nekega boja proti korupciji, spopadanja in vsega, ampak potem realni rezultati pa podatki so pa včasih bolj zaskrbljujoči kot ne. No, se to je zanimivo. Je bolj deklaratorno se vsi deklarirajo kot borce proti korupciji, na koncu pa ni v interesu, pa delajo obratno. Mogoče nam resnično manjka en islandski model, ne mogoče zagotovo, da se vzpostavi neka transparenca vseh teh postopkov, potem pa naj tisti, ki hoče, izvoli to naprej početi, ampak ga bo takoj sistem ujel. Se pri nas dejansko zakonodaja je invalidna. Če gledamo samo recimo zakon o dokazovanju izvora premoženja. Ampak je bil tudi tako prefrigano, potem amandmiran, da je postal invaliden. In to... Seveda, sej to je vse premišljeno. Sej pravi, manifestira se navzven z nekimi sprejemi nekih predpisov, zato da v bistvu pri ljudeh se ustvari vtis, da se nekaj dela na tem. Ampak potem se skozi uporabo teh predpisov pa prakso znova in znova potrjuje, kako premišljene so vse te določbe, spremembe, amandmaji, da do ničesar na koncu ne pride. Resnega ne. Saj imamo nekaj primerov, je bilo v bistvu procesiranih, ampak mislim, da bi moglo biti to vsaj 5-10krat več nekih ljudi spornih iz preteklosti v neki sobi, 3x3 za rešetkami, ampak kar je bilo, je bilo. Naprej je treba resno, tudi ta predlog vaš od neki transparentnosti, jaz takoj podpišem. In mislim, da bi tudi ljudje ga radi. Problem je dobiti potem voljo v parlamentu. Tam pa vsak nekomu nekaj dolžan, vsak ima nekega strica, nekega botra in potem je zelo to hišo je zelo težko podrti, ker je zelo skupaj povezano z najmočnejšim betonom in jeklom. Ja. Ena druga asociacija mi je pri betonu prišla, bom raje tiho, iz angleščine. Iz angleščine prihaja. Vem, kaj mislite, pa ne bomo delali reklame. Ne bi. Res te zadeve so zelo naporne. Tudi mi se zdaj le smejimo, ampak to je daleč od tega, da bi bilo smešno. Tudi ko zaslišujemo na preiskovalnih komisijah ljudi, se nam smejijo. Diskreditirajo tiste, ki si upajo izstopiti iz tega sistema in zahtevati tisto, kar je prav. V bistvu ne zahtevajo nič zase, ampak tisto, kar je prav za to državo, za to družbo. So zelo odgovorni, dajo na kocko vse, kar imajo, svojo lastno eksistenco, družino, otroke, svojo prihodnost. Ker vam bi se lahko komot zgodilo, da bi vas sistem povozil, pa danes ne bi vedeli, kdo je Ivan Gale. Z lahkoto, v bistvu tudi cel kolektiv na zavodu, ker iskali so grešnega kozla, oziroma bi ga iskali intenzivno in to bi bil seveda zmeraj zavod in podpisnik, ki je dal ali parafo ali podpis na pogodbo. Ostali bi se delali nevedne oziroma nismo imeli nič zraven, pa vemo, da dejanski odločevalci so bili drugje kot na zavodu. Točno vemo, jih lahko tudi poimensko naštejemo. Oba veva, o kom gre, sam nažalost spet zaradi vse te zakonodaje zaščite podatkov. No,
podatki so zaščiteni, tisti, ki so omogočali ta kriminalna dejanja, so zaščiteni, na koncu tisti, ki pa to razkrije, pa ni zaščiten. To je pa svojvrsten paradoks. Ja, sej to je stvar zakonodaje, pa mogoče niti ne zakonodaje, bolj izvajanje zakonodaje. Sej ni vse tako, si pravijo, naš sistem v celoti gnil, zakonodaje, problem, same neke praznine pa lukne. Ne, ni res, ne. Če bi se dosledno spoštovalo, bilo zelo lepo živeti, bi bilo vse v redu. Ne. Problem je potem izvajanje. Ne. Tle pa šepamo, ker tudi kadrovsko so institucije podhranjene, ki se s tem ukvarjajo. Dovolj povedan je podatek, da je ne vem koliko, slabih 30 tožilcev, ni imenovanih, kako ni se pa pol stvari premaknejo. Ne. Vse gre v smeri čim manj, dokler smo mi na vrhu, čim manj tega, pa zastaralni roki tečejo, če pa ne tečejo dovolj hitro, se jih pa skrajša. Ne. Poskuša skrajšati, no, se še niso sreči, ne. Pa tudi upam, da se bodo ljudje zbudili, da ta zakon, da se ga podre res brutalno. Ne samo parlamentarci, ki dejansko pri vseh teh spregah vodilne politike lahko samo kričimo. Sej dostkrat slišam, da vi v opoziciji sej nič ne naredite. Ampak jaz ne vem, jaz lahko kričim, dokler se mi ne stemni pred očmi, opozarjam, delam, na koncu pa reče, vse ste vsi isti. Ne, to je narobe, no, jaz nikoli ne rečem, vsi so isti, za vas lahko rečem, da niste isti v tem smislu, v katerem ti mislijo, ki to govorijo, sigurno. To je bolj izvorno v nezadovoljstvu ljudi, v tej apatiji, oziroma ko samo gledaš res, kaj se vse dogaja, pa se v bistvu nič ne zgodi. Saj vemo, tudi ta sistem, opozicija se ne more razpustiti parlamenta, napačne so tudi predstave, da ga lahko predsednik republike razpusti. Ne vem, če je tudi rešitev, da se dobimo samo kolnicami polnih granitnih kock, pa začnemo rušiti vse, kar je diši po državni upravi. Ne, ni. Imamo institucije, ki se s tem ukvarjajo. Jaz sem bil zmeraj za miren protest, utemeljen. Zdaj sigurno smo v obdobju, kjer je protest lahko stalen, ker tako slabo, kot je zdaj, še ni bilo nikoli. Pa ne samo zaradi korone ali česa, tudi zaradi ljudi, ki nam trenutno vladajo. No, to sem tudi prej želel načeti. Vsi govorijo, da gre za neko plandemijo, da gre za zaroto. In bolj, ko sem o tem razmišljal, dejansko bolezen je realnost, je pa realnost tudi to, da so jo vodilne struje, pa ne samo v Sloveniji, marsikje, so jo zelo izkoristile za svojo agendo. In tukaj je pa potem se je pa zgodil en zelo zanimiv fenomen, da se je pa dvignila civilna družba. Problem je v tej civilni družbi v tem, ker se tudi ta civilna družba deli v grobem na dva segmenta. Na tako imenovani proticepivski, pa tisti, ki jih skrbi poseganje v svoboščine. In zaradi neke teorije zarote, pa proticepivstva, pa ne me narobe razumeti, jaz zagovarjam in tudi v LMŠ-ju zagovarjamo absolutno, da je stvar cepljenja stvar osebne odločitve. To prisile tukaj ne sme biti. In na tem področju potem pričakovati, da bo narod enoten, ker je postal ujetnik v bistvu lastnih idej in lastne želje potem, da se vrne v neko normalo. Je pa interes vodilnih zdajle, da čim dlje vzdržuje ta status, ker zdaj lahko počnejo, kar želijo. Seveda, jaz se upam trditi, da trenutni vladi ni v interesu, da se epidemija konča. Po moje si želijo, da se stopnjuje, sploh v drugi polovici aprila, da bojo imeli nek razlog, da se mogoče celo volitve prestavijo, kar ni za izključiti. Absolutno. Sigurno ne. Mislim, da imajo še kakšnega asa v rokavu, kjer bojo poskušali. Jaz mislim, da ni še dogotovo, kljub temu, da je predsednik Pahor danes potrdil, da naj bi bil volilni dan nedeljo 24. Ne vem, kaj naj človek sploh še
pove. Jaz tudi pozivam ljudi, pejmo na volitve, podpiram tudi to civilno družbo, ki se zdaj aktivira. Je pa to, če bi se vrnil, res korona, jaz nisem eden izmed tistih, ki ne verjame v virus in ne vem, da je vse teorija zarote. Bolj je problem zloraba tega, ne vem, ali je to ali tudi deloma teorija zarote, kakšne stvari se tudi potrjujejo sproti, ki so prej označene kot popolnoma izmišljene. Ker ne nazadnje, če bi imeli mi močno zdravstvo, da bi se več denarja mogoče tudi v teh 2 letih namenilo, pa nekaj 10 več postelj, ali pa 100 ali pa 200 ali pa intenzive, s temi medicinskimi seveda zraven, vprašanje, če bi sploh potrebovali ukrepe oziroma take, kot so bili, itak jih je bilo 3/4 skreganih z logiko in s pametjo. Ko si že praktično sem mislil, da bo mogel imeti že potni list za v drugo občino. Ja, tukaj je treba jasno povedati, pravi stroki pustiti, da ker oni se itak vsi opirajo na pravo stroko, ampak jaz vem, tudi prek gospe Paragi, pa še marsikjerih drugih, ki se javno ne upajo izpostaviti, čim ogrozijo nek sistem, ki tem vladajočim elitam prinaša finančno korist ali kakšno drugo, so odrinjeni na stran. Se ni nujno, da brutalno z njimi ali pa grdo obračunajo, ampak samo umaknejo jih na stran in karavana gre dalje. No, da pa ne bomo izpadli opozicijsko jamrološki, pa samo tisti, ki opozarjamo na napake, sva nekaj rešitev, sva tudi tukaj že nastavila. Najprej zakon o zaščiti žvižgačev, nekaj podobnega islandskemu modelu. Tako. To je potrebno neko širšo razpravo narediti z vsemi tistimi, ki jim je to v interesu, ker tisti, ki jim to ni v interesu, bodo našli vse možne razloge, da tega ne bi sprejeli. Potem opolnomočiti preiskovalne organe, sodne organe, jim dati na voljo bolj učinkovita orodja. Vse to je tisto, kar politika dejansko lahko naredi, tudi v sozvočju s civilno družbo. Sigurno. In jaz upam, da ti časi, da bodo prišli, ker točno to, popolna transparentnost, kar se tiče javnega sektorja, če ima kdo lepljive prste ali pa da ga srbi oziroma si želi polnih žepov, ne poskusi drugje, pa ne ga tudi tam sprocesirajo, pa dobijo s prsti v marmeladi. Ničelna toleranca do korupcije, treba je dati tudi neko specialno in generalno prevencijo, sprocesirati primere, ne čez 3 leta takoj, mogoče zakonodajo v smeri, da se državne uradnike, ne samo sej v bistvu kazenska zakonodaja, neke višje kazenske sankcije, tudi zaporne predpisuje za uradne osebe, ampak tudi časovno, še neko specializirane organe, neko specializirano državno tožilstvo sicer imamo, ampak jaz bi prav za vse javne uslužbence bi mogoče krajše procesne roke, ne vem sicer kako bi to potem mogoče ali bi prestalo presojo ustavnega sodišča, ampak v vseh zadevah, kjer je javni interes izražen oziroma pomemben, nujno vse moči upreti v to, da se ljudi sprocesira, obsodi in prepreči drugim, da bi sploh pomislili, da bi kaj podobnega počenjali. Vse nekaj podobnih praks poznamo tudi iz tujine, recimo ameriški kongresni odbor, ki zaslišuje neka sumljiva dejanja, potem kar kongres oziroma kar odbor potem oziroma komisija ugotovi, potem mora ministrstvo za pravosodje sprocesirati to ugotovitev naprej po sodni poti. Pri nas, ne vem, jaz sem sam poslal celo serijo naznanitev. Celo serijo naznanitev je dalo Računsko sodišče, če se samo fokusiramo na nabavo zaščitne in medicinske opreme. KPK tudi naznani oziroma poda prijave za vse nezakonite zadeve, ki ne sodijo pod njegovo pristojnost naprej.
Kaj, če bi mogoče v tej smeri razmišljali, da opolnomočimo tiste, ki to že počnejo? Ja, ideje je več, ne. Ja. Zdaj se pogovarjava. Sej ta v bistvu izmenjava misli, mnenj, bojo pa gotovo strokovnjaki, ki se s tem še bolj poglobljeno ukvarjajo. Gotovo imajo rešitve, samo treba mi je prisluhniti pa implementirati v zakon, sej ni druge, ne, sej ni treba dost filozofirati, ne. Če je nekaj jasno, da bo prineslo vsem v povprečju boljše življenje, sploh ne vem, zakaj se komplicira, ne vem. Zakaj? Meni je popolnoma jasno, zakaj se komplicira, kdo pri nas uloži največ zakonov. Vlada. A je vladi tej v interesu, da se jo preiskuje? Ne, nobeni, sej ne vem, če je sploh kateri, ne, ampak ne, nobena, bodimo iskreni, nobena ne mara preveč gledanja pod prste. No, sej v tem smislu sem... Ampak nekatere vlade s tem lahko normalno živijo, ker ne delajo tega, kar počenja zdaj tale vlada. Druge vlade pa aktualna, to serijsko počenja. Jaz ne vem več, kaj narediti. To je dejansko spodbujanje kriminala, ne samo omogočanje. Ja, oni so odlična reklama za kriminal, korupcijo. Boljše si človek sploh ne bi mogel zaželiti, ne, kot to, kar trenutno gledamo. Ni pa to v redu, ne, da ne bo kdo mislil, da to jaz zdaj podpiram ali spodbujam karkoli, prav nasprotno. Treba bo res na tem področju postaviti neke nove temelje, normativne in kadrovske, in res pripeljati postopke do konca, da se tudi ljudem vrne zaupanje nazaj v institucije, v državo. Vi najbrž veste, tudi ta etiketa, vsi so isti. Zelo boli. Zelo ljudi odvrača tudi vstopanja v politiko, političnega udejstvovanja, ker vejo, da bodo padli mogoče v nek bazen morskih psov, oziroma da bojo tako etiketirani kot lopovi, koruptivni, že kljub temu, da to niso. Ampak to je stvar preteklih 30 let, ki še to obdobje še kar traja in ljudje pač počasi izgubljajo upanje. Najbolj zanimivo pa je to, da so ravno poslanci so eni najbolj kontroliranih ljudi. Verjel ali ne, poslanec zelo težko kaj ukrade, tudi če bi želel, je daleč od tega. Jaz sem prišel ravno zaradi tega, da bi omogočal ustvarjanje nekega boljšega okolja za ideje, za razvoj, za otroke, za starejše, za vse pravzaprav, ne. Ampak s tako naivno idejo greš v politiko, na koncu se pa ukvarjaš z borbo proti korupciji, ne. Z veseljem bom to počel še naprej, če mi bojo ljudje namenili ta mandat, in z veseljem podpirajo ljudi, kot ste vi, ki ste dejansko riskirali vse. In sprašuje samo, ali bi še enkrat ponovili isto, če bi vedeli, kaj se bo potem zgodilo. Ja, bi še, sej to sem že večkrat jasno povedal. Edina razlika bi bila ta, da bi še zgostil te svoje aktivnosti. Če bi bil še enkrat v isti zgodbi, sej težko, da bi bil še enkrat v enaki, popolnoma enaki ali pa kaj, ampak še bolj bi intenziviral, še hitreje odreagiral, mogoče tudi preiskovalnim organom še kaj poslov. Ne vem, če bi to kaj koristilo, ne, ker vemo, kako se zdaj zavlačuje, vemo, tudi takrat ugotovitve Računskega sodišča so prišle ven, nekih 13 naznanil kaznivih dejanj, pa se niso niti potrudili dokumentacije prevzeti. In to še po mojih podatkih še vedno niso prevzeli. Ne vem, ampak če je to res, pa ne vem, če še to nekoga ne prepriča, da je zadnja stvar na seznamu skrbi trenutne oblasti transparentnosti, karkoli, pa tudi ne vem, no. Kaj nisi sploh človek misli kaj drugega? No? Ja, jaz bi vseeno ljudi spodbudil v tej borbi proti korupciji. Ker korupcija
jemlje vsem, ne jemlje državi nekemu imaginarnemu pojmu, jemlje vsakemu, ne, vam, vašim otrokom, jemlje mojim otrokom prihodnost. Ja, imate nekega posameznika, pa rečete, si to je samo par tisoč evrov, ne, ampak to se porazdeli med vse, si to ni nič teh par centov ali pa promilov ali ne vem česa. Ko jih imaš pa več takih, pa se ta suma se pa pride do 3,5 milijarde. 3,5 milijarde. To je pa resen problem. Ne? In premijer o teh 3,5 milijardah reče, sej veste, se to je samo ocena. Še toliko slabše, lahko je več. Seveda, ne. Lahko je tudi manj, ampak bi prej rekel, da je težko verjamem. V drugo smer. No? Ker recimo, ko rečemo 3 milijarde pa pol, vse to ne zveni, ne vem koliko. Ne? Ko pa rečemo, to je 3500 milijonov evrov, je pa to malo drugače slišati. Ne? 3500 milijonov evrov na leto. To je četrtina proračuna državnega, če odmislimo ostale 3 blagajne. To so enormne številke. Vse smo prejle, sem navajal, koliko ljudem bi lahko dali povprečno plačo, ne minimalno, povprečno plačo. Za koliko bi s tem denarjem lahko pokojnine dvigali ljudem, ki so se jih dejansko zaslužili s svojim delom. Ne? Ampak, tako da jaz bi spodbudil čim več aktivnosti takšnih, kot ste jih naredili sami, kot jih delate zdaj v Centru za zaščito žvižgačev. In jaz verjamem, da optimist sem, da bomo sodelovali tudi v prihodnje. Tudi jaz sem popolnoma enakega mnenja. Z vseh platform možnih spodbujem ljudi, naj se opogumijo, naj se obrnejo na nas, če so soočeni s kontranapadom. In svet bo lepši. Zagotovo bo lepši. Sigurno. Za vse, ne? Oziroma za večino. Ne? Za nekih, seveda. Ja, za tiste, ki mogoče ne, pa je prav tako, ne? Se vsak ve, kaj počne. Ne? Takole, zdaj bi pa počasi zaključili, ker nas čez 1 uro čaka zelo zanimiva oddaja, ki jo bomo z veseljem spremljali. Tam smo tudi prvič videli gospoda Galeta. Upam, da bo danes nadaljevanje malce bolj spodbudno in da bo razkrilo dejansko vso to bedo, ki jo razkrivamo v zadnjih 2 letih, o kateri smo sicer vedeli, da obstaja, ampak da je pa tako izrazita, pa si ni nihče niti predstavljal. Gospod Vale, najlepša hvala, ker ste bili moj gost danes. Jaz upam, da se bomo srečali čez nekaj mesecev ali pa v prihodnih mesecih ob kakšnih bolj prijetnih pogovorih in prijetnih temah. Tudi jaz, hvala lepa. Vam tudi hvala, ker ste nas spremljali in vse dobro še naprej.